Draga publika, gledalstvo in poslušalstvo, dobrodošli za Greti za tek. To je 95. epizoda podcasta. Evo, akcija. Ste danes že tekli? 25 stopinj zunaj, gospoda. Noro, garderobo upam, da ste že zamenjali, čeprav sem v nedeljo na Ljubljani na Wings for Life videl kar nekaj tekačev v dolgih pajkicah in dolgih majicah. No, zdaj je za poletno garderobo čas, ne več za zimsko. Ali pa če se hočete pripravljati za radence, pa računate na tropsko vreme. No, kaj bi vam predstavil danes? Najnovejšo številko revije Tekač.si, jasno, z odgovornim urednikom Boštjanom Svetetom. Zadnji trenutek bi vas rad povabil na live step-up tek na Kristalno palačo z živo Cesar Gams in nazadnje še priobčil poročilo z bostonskega maratona, kamor je potoval naš stari maratonski znanec Uroš Jože Kralj. Pa seveda eno hudo, zanimivo znanstveno študijo, ki se tiče blaženja copat in vpliva na poškodbe, imam tudi. Ampak za začetek kratke novice in vabila. Preteklo soboto v Vipavski dolini, seveda, če ste saj malo spremljali ali bili tam, še ena izvedba ultra traila Vipava. Ja, to je bila kar odmevna prireditev. Prvi letošnji mega trail dogodek, na katerem je teklo tako ali drugače kar 1300 tekačev iz 40 držav. Ja, in po lanski jesenski izvedbi spet brusilo kamenje in stezice na tradicionalnem majskem terminu. Ja, 1300 je največ tekačev doslej, kar dokazuje, da je ne samo Vipava, trail scena nasploh zelo vroča, še vedno v porastu in ni čudnega, da je novih trail dogodkov tam zunaj vedno več. Kdo so bili junaki tega dogodka? Na 170 km, na najdaljši 100 milki je slavil Anže Sobočan, pri ženskah je prišla zmagovalka z Češke, Martina Dvoržakova je bila to. 100 sta dobila par, Jan Božič in Nina Frelih, pri ženskah 50-ka, 5-kilometrski trail pa je štel za državno prvenstvo, ki sta ga dobila sestra in brat Marko in Petra Tratnik. Tratnik se je dolgo časa za prvo mesto boril z drugouvrščenim Alešem Žontarjem, tretji bil veteran Marjan Zupančič, v državnem prvenstvu pri ženskah pa je bila druga Martina Potrč, tretja pa Anja Zima. Bravo sem. No, imeli smo tudi 30-kilometrsko preizkušnjo, ki sta jo dobila Žan Žepič in Špela Gonza, pa seveda tudi 13-kilometrski trail za vse začetnike. Res lepa prireditev. Bil sem samo enkrat virtualno v Vipavski dolini, no zdaj počasi me bodo pripričali, da grem tudi na živo izvedbo. Naslednje leto. Kaj pa cestarji? V soboto ste lahko tekli na tradicionalnem teku Trojko Ljubljane, na daljši 29-kilometrski, na krajši 12-kilometrski trasi iz centra čez Golovec po PST-ju in nazaj. V centru je sodelovalo skoraj 600 trojk. Trend na cestnem teku je nekoliko drugačen kot v trail teku. Od zadnje izvedbe teka trojk se je udeležba tule prepolovila, v najboljših časih pa je v Ljubljani teklo kar 1700 trojk. Pa vseeno, veseli smo, da se je Ljubljanske ulice tudi vrnilo tekaško rajanje in živžav. Dogodek je bil odmeven, vreme je zdržalo. Kdo je zmagal? Ja, na daljši razdalji so edini po 2 ure prišli modri dirkači z Janijem Muljem na čelu skupaj s Tadejem Osvaldom in Andrejem Mikljem, so suvereno dobili dirko, za pacemaker so imeli celo Primoža Kobeta. Pri ženskah prve skozi cilj, ekipa PVC, Katja Juhart, Petra Tramte in Ana Marija Horvat. Med mešanimi trojkami na najlažji progi je bila ekipa Trisporta prva, sestavljali so jo Pilih, Levec in Libovšek. No, kaj pa 12-kilometrska preizkušnja? Ja, med moškimi so jo dobili stari znanci gorskih tekov Španring, Bregar in Bečan. Pri ženskah so lovoriko odnesle Pomurke Žalik, Lončarek in Andreja Gorčan.
Pri mešanih, ja, tudi atleti tokrat z Dolenjske, Aleš Lindič, Anja Fink in Martin Kovačič. Nedelja, tudi tekaško bogat dan, skoraj na istem mestu. Štart, Wings for Life se je spet vrnil v živi izvedbi na Ljubljanske ulice. 1200 tekačev se nas je pomerilo na trasi iz Ljubljane proti Kamniku, Domžalam, naprej čez Moste do Kranja. Ja, najdlje je prišel znani triatlonec Denis Šketako, ki je obrnil 55 km, 6 km za njim, z 49,5 pa je na slovenskih cestah slavila med ženskami Švedinja Sofia Sundberg. Teklo se je kar v 165 državah po celem svetu, skupaj pa skoraj 162,000 udeležencev. Res neverjetno. Ja, skupaj smo zbrali za dober namen, za raziskave bolezni hrbtenjače, kar neverjetnih 4,7 milijona evrov. Povprečna razdalja tekača na Wings for Life letos je bila skoraj 12 km, skupaj pa je bilo upravljenih 1,2 milijona kilometrov. Bravo, čestitke vsem, no še absolutna zmagovalca globalno. Rusinja Nina Zarina je v ameriškem teku obrnila 56 km, v Fukuoki na Japonskem pa lokalec Joe Fukuda 64. No, zdaj pa k prvemu gostu in aktualni temi. Z mano je Boštjan Svete z založbe Aktivni mediji, ki ima za vas tudi zanimivo nagradno igro in bo ob tem predstavil najnovejšo številko revije tekač.si. Boštjan Svete, boss, živjo! Kje sem te zgubil? Kje si, Boštjan? Pozdravljen! O, Marko, živjo! Ja, lej, prej sem se malo zabavil, ko sem bil namenjen na tale najin pogovor, da jasno, kaj bo tvoje prvo vprašanje? Koliko sem danes že tekel, če sem sploh kaj tekel, ne? In to je bil idealen razlog, da sem otekel zdaj le eno krajšo 8, pa da sem tle najdel en kotiček, ki sem na vsak način hotel, da narediva kaj v naravi. Sem Boštjan, noro, tudi reči narabam, če sprašvati ne, postavljaš si samo vprašanje, odgovarjaš na njih, tvoj eksterier je vrhunski, evo, prav vabljiv, pomladanski, 20 plus stopinski. Zdaj, zadnjo sem govorila, če se ne motim, takole na podcastu pred pol leta, ko je bila zunaj prejšnja številka tekača, pol leta je mimo, nova številka revije tekač.si je že na prodajnih mestih. O, Marko, vidim, ja? Da si že kupil svoj izvod, lej, tudi jaz pa eno revijo tukaj. Zdaj za vse, ki tole gledate in poslušate, kje se da dobiti 53. številko revije tekač.si, pomladna izvedba? Najbolj idealno je seveda, da se jo naroči na spletni strani tekač.si, drugače pa po vseh prodajnih mestih, kjer prodajajo revije. No, če je še kakšna ostala, no, ker se mi zdi, da v zadnjih dneh kar brbotatem zunaj, no, zagotovite si svoj izvod, kaj več bo zdaj le povedala. Boštjan si je vzel zdaj, kot vidite, malo časa, bil je pod stresom, revijo je dal ven, uspešno je splavil, zdaj šel teč, v naravi počiva. Boštjan, odličen odvodnik si tudi napisal, ampak greva po vrsti, povej mi malo, kaj takega prinaša številka tekač.si 53. izdaja, da jo res vsi tekačice morajo imeti. Ja, Marko, hvala lepa, da si tudi poklical, pa da tole malo poveva, kaj se bo kaj bral v teli reviji, ta novi, da se mi že malo bolj smeje, ko je tudi na prodajnih mestih. Tokrat je revija nekoliko drugačna, ker je nehote ali pa hote kar več intervjujev noter kot običajno. In takoj v uvodoma smo rekli, da imamo eno dekle in enega fantiča za malo več kilometrov, tako smo predstavili in se pogovarjali, oziroma si se ti pogovarjali z Luka Videtičem, potem Martina Potrč. Sreči ali po nesreči smo ulovili istočasno tudi Bojana in Krištofa Knapa, ki sta izjemno zanimiva sogovornika z svojimi dolgoletnimi izkušnjami.
sledi Valerija Wolfgang, ki ima tudi svojo zanimivo življenjsko zgodbo, ter zaključujemo pri intervjujih z Gregorjem Jurakom, ki pa poda informacije, s katerimi se soočamo v zadnje leto in upajmo, da bomo počasi z aktivnostjo gibalno mladino pripeljali na nivo, ki je bila pred pandemijo. No, evo, lepo si povzel, kar se tiče intervjujev. Intervjuji so res velika dodana vrednost te revije. Mislim, da vsi bralci in bralke že preteklih, izdaj so cenili ta 1-na-1 pogled v tekaško dušo, razmišljanje in tako naprej. Zanimivih sogovornikov tudi tokrat so. Povej mi, Boštjan, veliko si jih tudi omenil prav vse, tudi svojemu vodniku. Je bil kakšen tebi posebej všeč, si s kakšno filozofijo morda malo pozabaval, pa je tebi pisana na kožo od teh naših sogovornikov? Tako kot se pogovarjava pogosto, dejansko s temi daljšimi razdaljami nimam izkušenj in so me vedno znova zanimivi sogovorniki. Kaj so to za eni ljudje, ki odtečejo več daljše razdalje od 42 km ali celo seveda ultra in čez 100 in tako naprej in dobiš pogled v življenje tega tekača, predvsem kako ta človek razmišlja. Ne? Dejansko pretežen del svojega dnevnega časa nameni teku in to je dejansko on živi tek, ne? Tako kot preostali se ukvarjamo s čim drugim, imamo svoje življenje posveti teku. Zdaj, veliko informativno, svečkih informacij sta podala Bojan pa Krištof. Tukaj sem še mi je bil bolj zanimiv ta pogled, ker sta bila oba istočasno na intervjuju. In je zanimivo, ko poslušaš očeta in sina. Ne? Oče ima starejše prakse v načinih treninga, sin ima sodobne prakse. Ne? In v določenih točkah vidiš, da so tukaj velike spremembe, v tisti osnovi pa je seveda športna aktivnost ista, pač moraš biti aktiven. Ne? Seveda pa ni potrebno, da s tem pretiravaš, ampak dejstvo je, da ohraniš kontinuiteto. Ne morem mimo Valerije, dejansko sem še enkrat vse intervjuje ponovno naštel, ne, ker težko se opredeliti samo na enem intervjuju, kaj ti je dal, ker ti vsak intervju nekaj da. Ne. Če nič drugega spoznaš novo osebo, ti kot taki sprašuje, pa nekje skozi nit pogovora raziskuješ skozi ta karakter. Ne. Potem, če so bralci zadovoljni z intervjujem, veš, da ti je to uspelo, enkrat ti uspe bolje, enkrat malo manj bolje. Ja, no, da ne bo ostala samo pri intervjujih, revija prinaša še in reportaže, nasvete, eno zelo zanimivo poglavje oziroma prispevke o raztezanju, ki je, rekel, kar vroča tema, pa testi. Glede na to, da je živa je precej, revija je precej živa stvar. Ne? Nekje, ko zaplaniraš revijo, daš en okviren plan, ampak vedno bolj greš proti zaključevanju, bolj se prihajajo nove vsebine in tako so nas tokrat kontaktirali ljubljanski tekači, katerih smo namenili uvodoma njihov pogled, kako so doživeli maraton Bratislava. Mi da so pa tudi po daljši odsotnosti z vašimi dogodivščinami vključila vaš obisk maratona na Cipru. Ne? In dejansko tukaj vidiš tudi ponovno skozi doživljanje ljudi, da gre tukaj lahko za zelo lep vikend, ki ga preživiš v raziskovanju novih mest. Zdaj, tista strokovna, bistveno bolj strokovna vsebinska nota te revije je pa raztezanje, katerega se mi zdi, da smo v zadnjih 2 letih ponovno malo pozabili, ne? In dejansko, da je pomembno raztezanje in pred in po aktivnosti. V končni fazi pa je pomembno raztezanje, če tudi nismo aktivni oziroma ne gremo teč. Nič ne škodi, če se vsak dan raztegnemo. Priznam, da se velikokrat raztezam, pa raztegnem moče samo zjutraj, ko vstanem iz postelje, potem pa to pred ali pa po aktivnosti zanemarjam,
Pa morda z leti začenjam ceniti to raztezanje bolj, kot sem ga včasih, no, posebej po takih člankih, ki prebiram. Boštjan, povej mi, kako zvest, bom rekel, raztegovalec pa si ti, ne, ker si dosti aktiven tako na nogah kot na kolesu. Ja, malo tega odgovora si že sam podal, ampak kar sem osebno sam spoznal, je to, da ko sem bil mlajši, tega nisem potreboval, ne, o tem nisem kaj preveč razmišljal. Zdaj pa dejansko zadnje leto, ne da to počnem vsak dan, ampak ni redko, ko zjutraj, ko vstanem, se ena prva stvar, ki jo naredim, je, da se v dnevni sobi uležem na ravna tla in dejansko naredim prve vaje z nogami toliko, da si raztegnem trup. In dejansko to počnem vse bolj pogosto, ker mi telo to zahteva in me opomni, po drugi strani pa sem spoznal tudi, da mi to odgovarja in me tudi prebudi, ampak enostavno nisem tako trd. Dejva, reči takole, še par let si dejva, ker so še mlada, pa bo po 50-ih bo pa si organizirala takle jutranji kanal v živo na YouTubeu, jutranja telovadba z Markom in Boštjanom pa bo vsak en dan delala določene vaje, zato da ne pozabva, pa da še druge zabava ob tem. Evo, vidiš. No, zmenim. Sam se bojim, da se bo to prej zgodilo, kot si napovedal, da se bo. Evo, bojo še gledalke, ni poslušalci povedali, a bi to želeli gledati in poslušati, evo, pa res moče, kaj tazga špičiva kdaj. Nekaj ste hotel še povprašati, mene je zelo pritegnil tudi intervju z Gregorom Jurakom, ki je pedagog in je v športu, v šoli in o koroni govoril veliko. Tudi ti si dal v svojem uvodniku zelo zanimiv predlog oziroma idejo na to temo, vendarle si tudi oče najstnikom, ki so bili v teh 2 letih otroci nasploh, no, bom rekel, gibalno malo omejeni, kar se, bom rekel, šolskih, obšolskih dejavnosti tiče, ti si iskal rešitve pač tudi malo širše. Ja, tukaj, ko dobiš informacije iz stroke, si samo potrdiš, kar se dogaja pred očmi, ne. Ampak ja, živimo v različnih okoljih in imamo različne omejitve, po drugi strani pa smo starši tisti, ki moramo biti glavni pobudniki, da se stvari spremenijo. Mnogokrat pa tudi sam priznam, nam to ravno ne ustreza, glede na to odvisno, kakšen stil življenja gojiš oziroma koliko je teh delovnih obveznosti. Po drugi strani pa na to področje gledam tudi iz tega stališča, da tudi otroci, ko odraščajo in pridejo v puberteto in potem v določeno razdobje, ko te ne potrebuje več toliko, je dobro izkoristiti ta obdobje v tej fazi nekje, ko je dobro, da mladina več miga, pa manj gleda v mobitele, kljub temu, da je zdaj pandemija naučila, da gledajo več mobitele, ne. Ironično se je vse tu zavrtelo, zdaj bo pa spet dobršen del časa bomo verjetno starši namenili temu, da bomo mladino odvajali od teh električnih naprav, ne. Kako bomo pa uspešni, bomo pa spet pokazali strokovnjaki čez naslednja leta. Ja, tema, o kateri se res že pogovarjamo več kot leto, pa pol recimo, ne, ko so se prvi problemi začeli pojavljati, pa še kar nismo našli rešitve. No, zdaj stroka stika glave, ti Boštjan, to pišeš v reviji, jaz tudi na podcastu večkrat to temo načnem, morda pa se bo kaj zgodilo, vendarle imamo vsi doma tudi otroke, ki jih potem preganjamo, tudi skozi to zavedanje, da jih pač moramo, ne, da se sami od sebe mogoče ne bodo, pa bomo videli, kaj se je zgodilo. Boštjan, vse v reviji se da dobiti še priporočila za kjere copate treba nositi, kjere ure uporabljati, kjere knjige brati, ni da ni. To ne bo preveč vse, kaj v reviji, vsekakor zdaj predstavljamo tudi knjižne novosti. Zdaj imam tudi danes naše zadnje 3 knjige tukaj poleg, pa lahko tudi tokrat narediva kakšno nagradno igro. Zdaj samo ideja, kako spodbuditi interes ljudi, da se odzovejo čim bolj večjem številu. Na vsak način rečemo tako, ne, v komentar
te epizode podcasta, dragi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, seveda nalepite sliko, fotko samih sebe z svežo revijo tekač.si, ki si jo kupite na najbližjem prodajnem mestu, potem pa med najbolj zanimivimi 3 fotografijami, z Boštjanom Požrebava, tisto, kar bo zdajle predstavil. No, super, Marko, odličen predlog. Zdaj pa, če gremo kar na našo najstarejšo revijo, oziroma knjigo, se pravičujem, pa gremo takole. Tukaj imamo knjigo, takole gremo, Prijatelj. Zdaj, kaj več o vsebini samih knjig, niti ne bi, da ne bo predolga, vse so predstavljene na spletni strani tekač.si. Je pa tako, da recimo v Prijatelju, kljub temu, da je gor kuža, ki je skozi celo knjigo kar glavni lik, ni knjiga samo o naših pasjih ljubljenčkih. Potem, kako deluje človek. Ta knjiga je tudi podrobno predstavljena v tokratni reviji Tekač, da ne bom zdaj v sami knjigi. Pa še naša 3. knjiga, to se pravi Pasja ljubezen. Bravo, Usporedno poteka, avtor srečuje zgodbo svoje drage in 4-nožnega prijatelja, ter kako sta mu popestrila dobršen del življenja. Evo, to so te 3 knjige. Mislim, da je zelo pester izbor in se lahko pridružijo po tem podcastu različni tipi bralcev. Evo, dragi gledalke, poslušalke, gledalci, poslušalke, poslušalci, gledalke, v komentar, kot rečeno, objavite svojo sliko s tekačem, lahko je hecna, lahko je v naravi, lahko je zanimiva. Evo, 3 izmed vas boste prejemniki teh čudovitih knjig, vse 3 sem prebral, priporočam zelo. Boštjan, poleg Tekača jasno izdaja še Bicikl, pa na prostem še druge posebne revije, založbi, pripravljaš nove knjige. Naslednja številka revije Tekač bo jeseni pred Ljubljanskim maratonom, je tako? Tako je, enkrat septembra, tako da do takrat, kot so se zdaj lepo predstavili ljubljanski tekači, tudi vsi tisti, ki imajo kaj zanimivega iz sveta teka, vabljeni, da kontaktirajo uredništvo. Verjamem, da je zdaj kar naenkrat ponovno in veliko prireditev in veliko novih tekačev in dogodivščin, oziroma ni nujno, da je vse samo tek, tudi druge različne vsebine. Idealen trenutek, da pripravimo ponovno bogato in zanimivo številko jeseni. Čisto za konc, ker vendarle oba spremljava to tekaško sceno. Jaz sem bil pred tem snemanjem včeraj na teku Wings for Life, prvič v živo v Ljubljani, zelo zanimiva preizkušnja. Bom rekel, udeležba. Čestitke. Hvala. Sem videl, da je imel predsednik skozi gužvo okrog sebe. No tudi s predsednikom Pahorom sem se udarila. Kdo je na koncu avto spremljal dalj časa, ne povem, si pogledajte v rezultatih. Meni je predvsem bilo všeč, da se je ponovno ta mogoče malo vzdušje izpred koronsko začelo vračati, ne še v taki meri, kot smo bili navajeni. 1200 tekačev včeraj je lepa številka, ampak če vemo, da so na Wingsih v Ljubljani, da je na Wingsih v Ljubljani že teklo več kot 3000 tekačev, potem vemo, da smo malo v tekaški recesiji. Ko pa ti ocenjuješ, tekaško sceno ta trenutek, nasploh trejli v osnovi cvetijo, medtem ko cestni tek se še zelo, zelo počasi pobira? V zadnjem času res zelo razpredamo po dolgo in počes, ampak jasno je, vse te prireditve, kar so bile letos organizirane, ponazarjajo, da je prišlo do velikega osipa udeležencev. V teh pogovorih se pogovarjamo z različnimi strokovnjaki, trgovinami, različnih področjih. Vsi navajajo, da to sicer je bil trend, ki je šel bolj postopoma že pred pandemijo, ampak potem, ko razglabljamo, zakaj temu tako, pa še posebej, ko poslušaš Juraka, začneš, oziroma tudi organizatorji bojo začeli mogoče razmišljati, da je potrebno verjetno mlajše poletniku
pritegniti v aktivnost očitno na drugačen način, ne, da stari pristopi več ne delujejo. Vsaj verjetno tako, kot gledam starostno udeležbo po starosti na preditvah, nekako je v tem segmentu odgovor, da predvsem mladi ali potrebujejo drugačen tip teka, nagovarjanja. Recimo, da v tem trenutku je odgovor v teku v naravi, ne? Ampak vse te številke, ki so jih organizatorji prireditev ste jih dosegali pred pandemijo, verjamem, da so dosegljive ponovno, ampak se pa bojim, da bo potreben čist drugačen tip v narekovajih tekaške prireditve, ki mogoče ni nujno samo tekaška. Ok, lepo si tole zaokrožil, ja. Deva reči tole temo, ki je definitivno zanimiva za nas kot vlogi tekača ali tudi vlogi organizatorja, bova razdela v naslednji številki tekača na en način. Ja, se strinjam, super. Tako, evo, bomo povprašali tiste mlade, ki prihajajo zadaj in ki jim tek ni mogoče prva izbira neke prostočasne rekreacije in tiste starejše, ki vztrajajo, poskušali najti kakšen pogled na to. Evo, dragi poslušalci, poslušalke, če imate vi kakšen predlog, posebej mlajši, kako vas navdušiti, evo, bo oba vesela, če to zapišete ali pa javite, bomo tudi z veseljem vas poklicali pa uporabili v kakšni izjavi v članku, ki ga omenjam. Tako da, Boštjan, zaenkrat pa da te ne zadržujem predolg. Hvala ti za tole zeleno javljanje. Kje pa si pravzaprav, no? No, se preden si me hotel kar takole, zdaj na hitro se posloviti, sem hotel reči, da neki pa niso pri številki naredila, ne? Povej, Boštjan, evo, prehiter sem, zmeden sem, povej. Ja, zalila je nisva, ne? Groza, katastrofa. Kaj se pije? A imaš kaj? Danes sem šel nasproti tvoji nočni desetki, ki se približuje, pa sem pograbil tudi nekje to, kar se lahko pije na nočni desetki. No, tudi v prehrani bi lahko govorila pa o sladkorju, o tem, da ni tak bav, ampak to je recimo debata za drugič. Boštjan, nisem se pripravil s Coca-Cola na en pogovor, tako da ti želim na zdravje. Ti si vendarle že odtekel, mene danes zadeva še čaka. To imaš pa prav. Hvala lepa. Sem pa tukaj na krogu, kjer ga tlele lokalni ljubitelji teka zagotovo poznajo, oziroma se vsem skrivam mičkan izvan tekaške urejene poti, tako da slučajno ne bi še koga srečal, da potem bi tako bi tale podcast za 1 uro daljši, ne? Tako da ja, kdaj vabljen tudi v ta konc, pa da mogoče še v živo narediva skupaj. Pridemo v konce tamle pod Krim. Boštjan, hvala za vabilo. Tebi seveda hvala, da si se odzval pa za tale simpatičen pogovor. Vsi ostali pa se veste, kaj morate narediti. Marko, hvala, srečno. Čau, hvala ti. Čau. Gremo zdaj na koledar, majski koledar tekaških prireditev, kje se bo teklo v naslednjih tednih, naslednjih vikendih. Ja, ta vikend 14.5. v soboto, Alive Step Up na Kristalno palačo, zamudniki se še vedno lahko prijavite. Dan zatem v Cerknici premierni polmaraton Cerknica na 21 km, tudi 10 km razdalja je še na voljo. Mene je stari znanec tega podcasta Izak Hribar prijazno povabil, tako da se vidimo na teku na najdaljši razdalji, jasno, v Cerknici v nedeljo. Nedeljo recimo v sosednjih državah v Poreču je zanimiv polmaraton, če boste ravno na morju. Če ste se že predtem prijavili za srbsko predstolnico, v Beogradu je tudi znani beograjski maraton letos malo kasneje kot ponavadi. Zna biti zanimivo, zna biti toplo, kar nekaj Slovencev poznam, ki gredo tja, bomo spremljali. Ja, vrhunec maratonske pomladne sezone v Sloveniji, jasno, maraton Treh src v Radencih naslednjo soboto, potem 21. maja 40. izvedba, zapored tudi državno prvenstvo. Na isti dan, za vse tiste, ki ste večji avanturisti, pa naredite tudi kaj za moč v Kranjski Gori,
ponovno Spartan Race. Kaj pa zadnji vikend v maju, ja, premierni Kriška Gora Trail bo končno na sporedu 28. maja. Ja, tudi tam se lahko še prijavite, vsi linki spodaj. V opisu epizode 29. maja po Mariboru, tudi dobrodelni Run for Motion tek po štajerski prestolnici. No, najprej sem omenil zelo atraktiven in zanimiv tek na Kristalno palačo, da v njem izvem še kaj več. Sem poklical organizatorko iz kluba Alive. Prav ta organizira Alive Step Up. Z mano je Živa Cesar Gams. Živa Cesar Gams, Živa, pozdravljena. Živa. Pozdravljen, Živa. Sva tik pred zdajci, pred vreliščem tokratne izvedbe Alive teka na Kristalno palačo. Ja, katera izvedba je to? Živa. Ja, če se zdaj prav preračunam, mislim, da je to 7. izvedba, ne? Glede na mede me malo zaradi teh pauz vmes, ampak 2014 je bil prvi začetek, tako da 7. Zdaj, seveda, nas vse zanima vajenih novembrskega termina, zakaj tokrat maj? Ja, da te prej še popravim, tamle Alive Step Up tek na Kristalno palačo, da bomo uradni, tako kot mora biti. Ja, to je bil do zdaj vedno novembrski tek, tudi takrat, ko smo iskali termine, smo rekli, gremo takrat, ko ni nič, pa še to naj bo malo bolj nenavadno. Zdaj pa moram reči, da nas je kar malo tale situacija s korono stisnila v kot, ker točno vsako leto so se nekje tam septembra, oktobra začenjali ukrepi, do meseca novembra se je ponavadi že vse te zadnji 2 leti se je potem vse ukinilo in smo začeli iskati novo rešitev, ali zaključiti zadevo ali pa pač probati, ne, ker dlje časa, kot si zaprt, se mi zdi težje potem spet začeti, ne. Tako da tu v tem primeru lahko rečem potem hvala BTC Cityju, da so nam prisluhnili in prestavili termin v zelo kaotično tekaško dogajanje, ampak ja, bomo pa izpeljali letos, tako da smo veseli. No, super, ja, tudi maja zna biti to zelo zanimivo, saj, če se ne motim, prijav imate praktično že skoraj toliko kot zadnji izvedi pred korono. Ja, dejansko začetek je kazal celo še malo bolj obetajoče, no, takoj, ko smo dali prijave ven, je bilo, mislim, da za več kot 100% boljše kot v enakem obdobju ponavadi. Zdaj smo pa kar nekje tam, no, pač se le pozna, no, da maj mesec je kar poln s tekaškimi prireditvami, no, in nas veseli, no, v bistvu, da smo pa na enaki številki kot pa pred korono. Bravo, super, to je zelo dobra novica tudi za vse ostale, tam zunaj, ampak če govori o tekaških ureditvah, ne. Alive Step Up tek na Kristalno palačo, to sem prav povedal, ne? Si prav povedal. Alive Step Up tek na Kristalno palačo pa ni čisto običajen tek za tiste, ki morda tega formata pa tega teka res ne poznajo. Dajva jim malo povedati, kakšna tekma pravzaprav to je. Ja, tek na Kristalno palačo oziroma tek po stopnicah, ne, nam že veliko pove v naslovu, torej ja, ta tek ni naravnost, ni trail, se pravi, ni v naravi, ampak je znotraj Kristalne palače po stopnicah, ne. Je precej drugačna zadeva od teka po cesti, lahko tudi rečem, mogoče nekoliko krajša, ampak nič kaj lažja za to. In pač v precej krajšem času pač se noge kar zelo hitro, no, utrudijo. Tako da ja, je nekaj drugačnega, zanimivega za poizkusiti in pa potem tudi ja, prideti vsako leto, no, ker je res dobra zadeva. No, teh 20 nastropij na Kristalno palačo je lahko peklenskih. Koliko višinskih metrov naredite kački, se vzpne vseh 20? Zdaj si me dobo. Če se ne motim, je tam okrog 80, 79, 80
Sigurno je 479 stopnic, to sem vsi zapomnila. 21 nadstropij, letos prvič odpiramo zgornje, ne nadstropje, ampak streho, tako da je cilj na strehi, do zdaj nam to ni bilo omogočeno, tako da ja, 21 nadstropij do vrha. Jaz sem tekel še, mislim, da nekaj na zadnji izvedbi pred korono, takrat je bilo še 20 nadstropij, ko sem si na ogrevanju pač to gledal, pa zapodil eno nadstropje, sem rekel, se to pa prav zabavno. No, potem je štartala tekma, tam se pravi pred glavnimi vrati, pa okrog cele bajte v klet, pa skleti potem gor nadstropje po nadstropje. Tako. V tretjem nadstropju sem si rekel, ok, se je bilo fajn laufati, kaj če bi malo hodil. Nadstropje kasneje sem rekel, kaj pa če ne bi gledal številk, mogoče bo hitreje minil, bom jaz to pogledal pol in ko naslednjič pogledam, misleč, da bo vsaj 13 ali pa 14 je pisal 9, no, tam naprej se ne spomnim nič več, razen tega, da sem dihal tudi skozi ušesa, pa skozi ostale telesne tudi prtine, ko sem prišel na vrh. Koliko je rekord, dajva tako, evo, da bova zelo plastična, rekord teka enkratnega poskusa? Rekord, če se zdaj pravilno spomnim, mislim, da bo kar držal, no, ima tale eden najboljših tekačev po stopnicah v Sloveniji, pa tudi gorskih tekačev, Matjaž Mikloša, 1:52, spravi minuta in 52 sekund, kar je precej hitro. Povprečje mislim, da je tam okrog 5 minut oziroma 3 do 5 minut, nekje se gibajo potem. Ja, vem, da Majek Mikloša je specialist za tek na štenge, to vem, ja. Enkrat sem ga malo sprašal, kje najde to disciplino, kot da se je ostalo in dosti mazohistično, ampak ni samo disciplina enkrat tek navzgor, imate jih več, no, daj mi malo razlož še bolj odbite kategorije, ki so pri vas na voljo. Ja, zdaj letos smo majčkeno okrnili vse kategorije, smo šli bolj v standardno obliko, predvsem zaradi tega, ker nismo še vedno bili čisto 100% ali bo prišlo do izvedbe ali ne. So pa ja, te klasične, s katerimi smo tudi začeli, se pravi enkratni vzpon, potem imamo trikratni vzpon, potem je tudi vzpon za gasilce. Gasilci imajo možnost, da gredo sami gor ali pa v štafetah. V štafetah imajo pa tudi dve možnosti, to je ali grejo samo z vso opremo gor proti vrhu ali pa ekstremna varianta, to pomeni z vso opremo plus gasilnim aparatom na obrazu, kar je pa res ekstremno, tako da to pa še oteži situacijo. Približno tako, kaj da bi ti en na pljučih sedel, pa ti žvižgal ušesa, v bistvu, ti pa dihaj, pa laufi. Ja, so kar občudovanja vredni, ja, res moram priznati, jaz še nisem poskusila tega, se je nekaj tekačev tudi že preizkusilo, tudi samo da vidijo, kakšen je občutek in je res en velik poklon vsem gasilcem. Noro, to, ko bom zbral pogum, prav zgas masko, tole odlaufati, pa upam, da to ne bo moj zadnji tek. Dejva še, 14. maja je tokrat to soboto, mi malo rišeš program tega dne, ko bo tekma na sporedu? Ja, 14. maj od jutra do popoldneva oziroma do poznega popoldneva bo dogajanje. Zdaj, letošnja novost, recimo, ki bi jo rada tudi izpostavila, je sodelovanje oziroma dobrodelen namen sodelovanje z društvom Junaki tretjega nadstropja. To so otroci preboleli za rakom in pa njihovi starši, ki smo letos se odločili, vsa leta do zdaj smo zbirali za njih igrače na oddelku, letos smo pa rekli, dajmo nekaj narediti za njih točno na ta dan. In v samem programu, kot si že rekel, da ne malo pišem, bodo prisotni junaki tretjega nadstropja, spravi ti otroci, ki so preboleli raka in pa njihovi starši, tako da bo ena kategorija samo za njih. Oni bodo tekli tam okrog 11. ure. Začeli bomo z otroškimi teki, se pravi za najmlajše osnovnošolce, od 6. do 9. razreda oziroma lahko tudi mlajši, pa tudi družine.
Potem pa nadaljujemo okoli pol 12 z ta glavnim oziroma s tekmovalnim delom za tekače, za gasilce. Tako da vse skupaj tam nekje traja do 3. ure. Na koncu naj bi še, zdaj ni še čisto 100% potrjeno, vsa leta do zdaj bil z nami, ampak glede na situacijo zdaj, naj bi se nam pridružil tudi Guinnessov rekorder, Hakidoku, to je športnik na invalidskem vozičku, ki potuje po svetu in se spušča z invalidskim vozičkom navzdol po stopnicah, kar je spet druga skrajnost. Z nami je bil že 3 leta, mislim, da letos je rekel, da ne bi prišel, čakamo pa še ravno zadnji odgovor. Tako da ja, dogajanje tekmovalno bo pa tudi na samem prizorišču poskrbljeno za zabavo. Tam, kot sem rekla, bo za junake, ker bo imel svoj kot, za nas, za ostale pa potem bo predstavitev Gimnastične zveze Slovenije, gasilski avto z košaro, kjer se bodo lahko tudi otroci malo povzpeli na neko višino, in pa tudi seveda drugi pokrovitelji in pa ostalo dogajanje. In pa seveda povezovalca dogodka, da ne pozabim, David Urankar in pa Niko Rakovec bosta z nami ves dan. Super, ravno sem te hodil vprašati, ponavadi ste imeli eminentne goste, poleg Urankarja, pa zdaj Rakovca še, ne vem, vidim, da je bil Špiker tudi, če se ne motim, enkrat težki, tako, Andrej Težak, mogoče pride tudi on, ali pa še kakšen drugih znanih, morda Slovencev ali pa ekstremistov. Ja, jaz mislim, da težki bo tudi letos prisoten, sicer ne v obliki napovedovalca, ampak kot tekmovalec zdaj, ali bo šel z otroci gor, ali bo šel sam. On je tudi recimo eden tistih, ki je že preizkusil vse oblike, od gasilske variante do takrat smo imeli še Triglav run, ki smo ga zdaj opustili. To je bilo, da smo naredili višinsko razliko Triglava, tukaj si šel na vrh, tista je tudi kar bila, morda spet naslednje leto. Od znanih, zdaj v tem trenutku še ne morem točno vseh imen povedati, oziroma kdo se bo lahko, bo pa sigurno kdo še prisoten, je še vedno stvar v organizaciji. Zdaj sva sigurno še kakšnega malo zdražila, da bi morda prišel, pa pogledal na spletno stran, videl, prijave so zaprte, ampak tudi zamudniki imajo še priložnost, Ja, tudi zamudniki še lahko, oziroma bomo rekli, nimamo, mislim, radi vse že naprej pripravimo, ampak lahko tudi na dan, če se kdo premisli, pač pride tja in se tudi prijavi in se udeleži teka. Super. Tako da vabljeni tudi tisti, ki še niste odločeni oziroma še nimate planov za soboto ali pa se vam bodo plani mogoče spremenili, lahko pridete tja in se tudi še na samem dogodku potem odločite, pa se nam priključite. Top, zdaj spoštovani in spoštovane, slišali ste, če v soboto opoldne, dopoldne nimate kakšnih planov, zakaj pa ne bi šli enkrat na Kristalno palačo po štengah, kar drugače se itak ne da iti, če pravim. Po stopnicah ne, res je. V Kristalni palači se uporablja samo, mislim, za obiskovalce so načeloma dvigala, zaposleni mislim, da lahko uporabljajo stopnice, ne da se jih pa uporabljati kot zunanji obiskovalec, tako da ta prireditev je tudi temu namen, oziroma sama ideja celotne prireditve je bila tudi in še vedno je, da dajmo uporabljati stopnice namesto dvigala. Da še mogoče tukaj malo spodbudimo ostale. To, vidiš, ko so trajnostna, ekološka, tudi ti si v nekem zelenju zadnje, danes so zelo, to mi všeč, ko so lepo. Tale pogovor zaključila, povej mi, Živa, kolikokrat si pa ti se preizkusila v tem teku ali pa na treningu tega teka? Ja, zdaj moram reči, da sem ravno o tem razmišljala, da zdaj dejansko nimam zapovedati nobenega mojega rezultata ali pa kaj takšnega, kolikrat sem šla gor. Nisem štela velikokrat, bom rekla. Moram reči, da
vsaka organizacija zahteva tudi, sam si rekel, označitve stopnišča, vsak trening zahteva določene spremljanja, no, tako da ja, ogromno krat. No, mogoče bom pa zdaj začela šteti, pa mogoče bi bil čas, da se tudi sama kdaj poštopam pa poskusim iti. Ja. Tako da ne, rezultata uradnega nimam, ampak ja, tudi ogromno krat. No. Smo pa že šli gor. Super odgovor. Jaz sem še sam enkrat, pa zbiram pogum, da grem spet enkrat. Včeraj sem govoril s tvojim dragim možem Boštjanom, ki je tudi na polno vpet te organizacijske aktivnosti, pa je rekel, da ga malo skrbi to presneto vreme. No, zdaj sem si ogledoval vremensko napoved, pa ne izgleda tako grozno. Kaj ti praviš okrog tega? Ne vem, a tebi si na Bledu, tako drugače kaže. Okay. Ja, mislim, jaz gledam zmeraj tisto napoved, ki kaže najboljši. Ja. Tako. Ne, ja, moram reči, da imamo z našim dogodkom vsakič kar zanimivo dogajanje glede vremena. Tako da moram reči, da prvih 5 let je bila debata samo o vremenu, ker smo imeli do zdaj vse od snega do toče, do vseh možnih variant vremenskih. Ja, zaenkrat sicer kaže, da ne bi bilo malo deževno, no, ampak to ni ovira. Mi še vedno verjamemo, da bo sonce, tudi kljub temu, pa če bo dež, pač sam teka pod streho, se pravi, si ne boš moker. Kljub temu, da je štart trenutno predviden zunaj, imamo scenarij B, če bo res močno deževalo, da se pa pač vse skupaj premakne v atri Kristalne palače. No, in tako da ni za skrbeti, tiste, ki vas mogoče skrbi vreme, še vedno lahko pridete kljub dežju. Če pa koga zamika, da pa v dežju nima kam zaiti, pa tudi lahko pride. Evo, svet izgovor, da lahko pride teč. Tako da ni izgovorov, če ne pridete teč, pridite saj pogledat te norce, ki lafajo po stopnicah enkrat, trikrat z gas maskami ali pa s vozički navzdol, pa seveda za dober namen tudi za otroke 3. nadstropja. Junaki 2. nadstropja imajo letos svojo dirko, super. Mokri ne boste razen od Švica, tudi to sem povedala. Tako, zdaj glede na to, da je majska izvedba pred nami, je potem letos pričakovati še novembrsko ali boste potem za letos naredili klukso, potem naslednje leto razmišljali? Jaz mislim, da letošnja bo kar letošnja, se pravi 2022 izvedba, sem mogla že preračunati, res te 2 leti malo manjkata vmes. Potem za naprej bomo pa videli, no, pač kakšna bo situacija nasploh, zdaj ali se bomo držali tega termina, ali se vračamo na november. Moram reči, da bo pač ja, iz meseca v mesec pogovori, ampak jaz mislim, če bo leto šlo super čez, tudi vreme je toplejše, da se bomo pa mogoče potem krog tega termina držali tudi naprej. Top. Živa, Cesar Gam, super je bilo tole. Zelo sem užival na enem pogovoru. Samo mogoče še kaj pozabila, da moramo res izpostaviti? Zdaj same izpostavitve mogoče ne, bi pa ja, že tretjič povabila. Mogoče, če koga strah, ne, da omenim, pač tek je res primeren za vsakega. Ne. Sam si omenil, da na koncu ne tečeš, ne, oziroma hodiš do vrha, res mislim, da samo 1, 3 ali pa 2, če sta do zdaj ves čas tekla, je primeren za vsakogar. Ko tudi omenim, tudi moja oziroma najina hčerka z Boštjanom 4 leta stara je prišla sama do vrha. Tako da je primeren za vsakogar, če je koga strah, da to pa ni mogoče izvesti. Je mogoče, pa pridite in poskusite. Slišali ste, povedano je. Živa, hvala ti za tole javljanje, uspešno izvedbo v soboto želim in naj sije sonce. Hvala in ja, naj bodo uslišani tvoje želje oziroma napovedi. To je. Hvala ti, Živa, pozdravi Boštjana, se vidimo. Bom. Hvala. Čau. Čau. Alex Hutchinson je v zadnjem članku revije Outside priobčil odličen članek z najnovejšo klinično študijo, ki se je spraševala, ali blaženje tekaških copat pomaga pri preprečevanju tekaških poškodb, kot trdi industrija na eni strani,
ali pa kontra jih celo povzroča, kot smo pred leti trdili proponenti minimalističnega teha. Ja. Našel študijo, ki jo je naredil Laurent Malissou iz Luksemburškega inštituta za zdravje. Leta je opravil kontrolirano slepo študijo, kjer je med 848 zdravih odraslih tekačev razdelil tekaške copate. Polovico od teh tekačev je dobilo copate s tršim blaženjem, druga polovica pa zelo mehko evo peno v podplatu. Najboljša stvar pri vsem tem, tekači niso vedeli, katere čevlje so dobili. Malissou je potem tekače spremljal pol leta in beležil, pri kateri skupini je po teku verjetnost poškodbe večja. Najprej malo strokovne razlage. Ja. Pri pristanku na tleh, kot najbrž veste ali si predstavljate, se v dveh fazah prožijo sile. Najprej tista, ko se stopalo stakne s tlemi, druga faza, drugi del te sile pa, ko se celotno ostalo telo sprosti in silo pritisne preko stopala na tla. Pri zelo blaženem copatu je izgledalo, da je sila pri pristanku večja od pa sila pri manj blaženem ali celo bosonogem teku, a je Malissou uspel dokazati, da temu ni tako. Pri blaženem teku se sproščanje prve faze podaljša za toliko, da se prekriva z drugo fazo in vedno je izgledalo, da je zaradi tega obremenitev v nekem trenutku večja, ampak ko ločimo, in to je on naredil matematično in izračunal, je ugotovil, da je sila pristanka prve faze pri blaženih copatih manjša in prav ta faza, to je zelo pomembno, ima ključni vpliv na pojavnost tekaških poškodb. Torej, uspel je dokazati, da drži. Blaženi copati zmanjšajo verjetnost nastanka poškodb, ker silo pri pristanku razporedujejo na daljše časovno obdobje in s tem razbremenijo gibalni aparat. Po drugi strani pa smo imeli prav tudi bosonogi in minimalistični tekači. Tudi tek brez blaženja simulira razbremenitev silo v pristanku, saj s tehniko pristajanja na večjo površino stopala naredi isto kot recimo blaženje pri copatih. Je pa res, da je z minimalističnim in bosonogim tekom več dela, treba je trenirati tehniko, treba je začeti izkoriščati celo stopalo in šele potem naravno blaženje opravi svojo funkcijo, kot jo za vse ostale pena pri tekačih, ki praviloma pristajajo celo na peto. Torej, boste rekli, kaj pa ta najnovejši copati, ultrablaženi copati s karbonsko ploščo? Ja, tu bo odgovora enoznačnega še ni, medtem ko naj bi ekscesno blaženje vendarle pomagalo, pa je dokaj trda karbonska plošča, še vedno misterij, za katerega ne vemo, ali lahko ob nestabilnostih pripomore celo k večji stopni poškodb. Na koncu torej pod črto izberite copate ali pa izberite bose noge, tisto, kar vam ta trenutek najbolj ustreza. Univerzalnega recepta za vse ni. In ja, če se zanašate na blaženje, vam lahko pomaga, če se zanašate na bose noge. Prav tako. Zdaj pa še k zadnjemu gostu. Če sem v kolumni zadnjega tekača pisal, kako bi lahko šel teč v Boston na znameniti maraton, pa sem sam zašuštral to zadevo, sem sedaj za mikrofon dobil starega znanca podcasta Uroša Kralja, ki je najstarejšem maratonu na svetu letos prisostvoval. In to samo nekaj tednov po operaciji slepiča. Uroš Kralj, Joža, živijo, pozdravljen! Živijo, Marko, kako smo? Jaz sem super, kaj pa ti? Si danes že tekel? Dobra, to vprašanje sem ti hotel zdaj lansirati, prehitel si me, moj odgovor je negativen, vračam žogico. Je pa zato moj pozitiven, ne? Sicer sem težko vstal danes zjutraj, malo sem bil pozan, ampak sem vedel, da se bova pogovarjala, pa sem šel. Mislim, to všeč mi je, da motiviram vsaj tiste, s katerimi se na podcastu pogovarjam, zato da grejo včasih teč. Evo, čeprav tebe po mojem ni treba, si zelo aktiven zadnje čase, vsaj tisti, ki te spremljajo na straju, vidimo, da forma raste, čeprav, gledam zdaj le kapco, imaš gor, pogovarjali se o Bostonu,
že pred Bostonom si dejal, da si bil v kar dobri formi, pa zdaj si še boljši. Povej mi, po Bostonu si prišel z dobrimi občutki nazaj, ali si tam pustil mogoče še kakšno minuto kje? Ja, je bilo, glede na vso situacijo, v kateri vam mogoče kasneje še kaj več povedala, malo grenkega priokusa. Tako da sem rekel, bom probal na kakšni od prihajajočih tekem dati mogoče še majčkeno več od sebe. Da najno poslušalstvo in gledalstvo ve, v kakšnem grenkem priokusu se pogovarjajo, ne o priokusu piva, ki je v Ameriki prilično draže kot pri nas, pač pa o tem, da si vendarle si zastavil teč v Bostonu hitreje od 3:12, kar še zmeraj izvrsten rezultat in si ga na koncu vknjižil. Ja, verjetno bi bilo fino kakšno minuto manj pustiti na progi, predvsem zato, ker gre vendarle za enega od majorsov in tam skupni, povprečni rezultat, ki se mi vsakič, ko aplikacijo odprem, izpiše, se je zdaj drastično približal 3 uram, ampak sem od tistega svojega Berlina nekaj rezerve, no, tako da če se bom na preostalih 3, ko pač bodo prišli na vrsto, zadosti potrudil, recimo, da mi še vedno uspe ohraniti eno tako lepo povprečje. Pa dobro, če bo 3 pa nič, pa še nekaj bo še zmeraj v redu. Ja. Če so pri trojki, 3 major, se praviš, si naredil Berlin, pa London, zdaj Boston, si Boston šel potem namenoma zaradi tega, da vknjižiš še to 3. zvezdico, ali ti je najstarejši maraton na svetu pač enostavno potegnil, pa si ga mogel narediti? Bolj to drugo, v bistvu. Fino je, seveda, da paše pač v to kategorijo. Verjetno bi tudi kakšno leto še z njim odlašal, če ne bi. Ampak ja, glede na to, da je to najstarejša dirka, v kateri prav vsi, s katerimi sem govoril, pa so tam že bili, imajo praktično same lepe besede. Sem si to želel enkrat tudi sam odblizu pogledati. Sploh fino je, ker je to eden od pač teh večjih maratonov, na katerega, ki za večino tekačev ni prvi. Mislim, praktično za vse z redkimi izjemami ni prvi, ker pač moraš imeti neko normo za to, da se tja sploh uvrstiš. Tista norma je taka, da jo nekateri tudi ne dosežejo. Meni je v lanskem letu to uspel, precej rezerve v bistvu, tako da sem rekel, bom pa pač izkoristil priložnost. Zdaj ne veš, kaj se ti lahko naslednje leto zgodi, pa ne bo več te šanse. Ja, prav spomnim se, ko sva se pogovarjala o teh normah pa prijavah, no, jaz sem jo zamrazil, žali Bog. Pa sem se trudil, da je ne bi, ampak včasih se to pač ne da premakniti. V bistvu bolj moja pozabljivost in raztresenost je prispela k temu, da sem lahko potem kolumno napisal za najnovejšega tekača prav v tej prigodi, o mojem ne Bostonu, no tebi uspelo, ampak dajva obnoviti za tiste, ki moče niso toliko na tekočem. Kakšna pa recimo je norma, ne, za tekača najnih let, morda malo mlajšega, malo starejšega, da se na najstarejši maraton na svetu, ki je letos obhajal že svojo 126. izvedbo, sploh lahko recimo uvrstiš? Ja, zdaj za mojo starostno skupino, to je nad 45, 45 do 50, je bila trenutno 3:20. S tem, da stvar je taka, če je takih s 3:20 preveč, potem od zadaj režejo stran, in recimo v zadnjem predcovidnem letu je bilo treba kar 3:12 v končni fazi odteči, zato da si se tja uvrstil. Za mlajše, mislim, da je pa že kar 3:5 ali koliko je. Se mogoče ti bolj veš od mene. No, tako, ja. Mislim, za 40-letnike je treba teči že po 3:10, če se ne motim. No, ali pa tako, mogoče pa če na koncu še malo odrežejo, je pa to še toliko težje. Tako da vse ni treba imeti nekaj maratonov za nas, ki smo vendarle rekreativci,
za sabo, da to lahko nekako z veliko verjetnostjo pričakuješ, da ti uspe. Tako da ja, tako sem rekel, uspel je ne nazadnje na Dunaju, ali kaj že, Tako, ker tako. si me kar lep čas lovil in preganjal tudi tebi, pravzaprav doseči to normo. Sam si bil tako sveto prepričan, da bo spet vsaj 3:12, ampak ker je bilo pač leto 2021 posebno, se je bilo še tudi zelo s covidom obarvano, se je izkazalo, da teh kvalifikacijskih tekem ni bilo toliko veliko, da bi prav veliko ljudi dosegli normo, tako da v končni fazi je bilo za letos je res ta norma zadostovala. So vzeli vse, ki so se prijavili. Glih prav se jih je prijavili, to sicer vsaka in čast, da so tako dobro zračunali, ampak mene ni motil v končni fazi. Jaz sem se pač znajdel po tudi skorajšnji neudeležbi tam na štartu. In ja, je bilo fajn. No, mislim, zdaj, če par besed mogoče vsem skupaj. Zdaj, Amerika kot taka mi je sicer pretirano navdušila ni, ker predvsem to ni kraj za nekoga, ki se rad pohvali, kako je pocen z dopustom skozi prišel. Taki raj ne hodite tja, ker to ni Dalmacija v šotoru nekje za ograjo. Ja, to tudi ni kraj za ljubitelje piva. Moraš tudi nekaj prej oddelati, zato da se pa počutiš kot nekdo, ki mu tudi pivo pripada, ker pač tako normalne velikosti pivo stane $15. Dobro, lahko se zabavaš in delaš treninge z lovljenjem happy hours, ampak če si v Bostonu recimo 4-5 dni, tudi to potem mogoče ni najbolj koristno porabljen čas. Tako da moram reči, da tistih 5 dni je bilo najbrž tudi malo dopusta za določene moje notranje organe. Lepo smo tole zgodbo bostonsko začela. Ja, začela sva jo s pivom. Zdaj si mi potolažil sol na rano, da nisem šel, Ja, po drugi strani tako, pa... zato sem to povedal. Bravo. Po drugi strani pa prihranek moj piček. Sama dirka Izvoli, tako. Super organizirana, nimam kaj reči tukaj za vseh tistih pač 30,000 ljudi. Mislim, da prav bi mogel iskati dlako v jajcu za to, da bi najdel nekaj, kar me je motilo. Mislim, jaz te dlake nisem iskal, zato me ni motilo v zvezi z dirko praktično nič. Je bilo res super. Mesto, town, Bostončani oziroma Američani poudarjajo, da Boston ni city. Tudi jaz sem bil kar presenečen, koliko mali pravzaprav tam teh najbolj ogromnih stolpnic pa vsega skupaj. Zelo fino se prepleta ta preteklost, to je vendarle zibelka praktično današnjih Združenih držav. To je nekaj, kar te tam spremlja praktično na vsakem koraku. In ta preteklost je fino pač povezana z sedanjostjo, pa ne v taki meri, da bi res imel občutek, da si v nekem velemestu. Tako da tudi, tako kot sem rekel, Američani v bistvu pravijo, da je Boston. Vsakič te popravijo, da ni Boston, da je Boston. Ja, Boston je town, ne city. Town, ki je tudi za ameriške razmere menda precej drag. Čeprav kolega Matevž, ki je potem šel še naprej v New York in v upanju, da bo tam vendarle najdel kakšno cenejše pivo, mi je potem po parih dneh pohajkovanja po New Yorku me je potolažil in rekel, da nisva naredila napake, ker sva šla v Boston in ne v New York, saj kar se piva tiče. Zdaj mesto praktično, mesto dobesedno, ne praktično, ali pa tudi praktično živi z maratonom. Tam je res v teh dneh prej
ne moreš toliko zgodaj vstati, mogoče malo tudi zaradi jetlaga, ki povzroča to, da se jaz že tukaj se zbujam v 5, tam se pač ob 3. Na srečo to vendarle toliko zgodaj, da si rečeš, ok, bom sem probal še malo zaspati. Ampak zjutraj, ko potem ob 6 greš na cesto, je tam že zelo živo, saj v teh dneh pred maratonom, ko se verjetno še 30,000 ljudi, malo manj, se nekaj je bilo tudi domačinov, ubadali s podobnim problemom, so tam vsi tekali že na vse zgodaj. Tisti, ki so prišli kakšen dan prej in so tudi že nabavili vse nujne zadeve, kot so kapce, seveda tista tipična vetrovka in tako naprej, se že tam razkazujejo, tako da tudi to že vnaprej veš, s kom se boš na progi spopadel. Skratka, fino je, no. Res, pozdravljajo te povsod, že vnaprej ti čestitajo že samo zato, ker si tja prišel teč. Mogoče zato, ker se vsi zavedajo, da je treba imeti tisto omenjeno normo. In tako da res vse super, kar me pa do konca v bistvu sezulo, ali pa če rečem tako temu sleklo gate, je bilo to, da od štarta, ki je 40 km ven iz mesta, v Hopkintonu, ki je vas z ne vem koliko, nekaj 100 prebivalci, jih ima sploh, ne vem, če jih ima. Pač živijo samo od tega štarta maratona, jaz mislim, saj tako izgleda, ampak od tam in do cilja na temu Boylston, ja. Ja, Boylston Street. Saj ena vrsta gledalcev je bila čist celih 42 km. Se pravi, če bi se ljudje prijeli za roke, bi ustvarili 84 km, pa še malo več dolgo verigo, ker ponekod jih je bilo pa več kot 3. To je res neverjetno. Tudi ukrepčevalnice so v bistvu na 2,5 km vodo lahko piješ skozi. Zdaj na uradnih ukrepčevalnicah raven piva ni, ampak tam bi se ga drugače lahko praktično na dirki bi se ga najceneje napil. Bilo je pa veliko teh zanesenjakov, navijačev, ki so svoje štante postavili in so ponujali kar si hotel. Res, tam bi se dal dobiti najbrž vse. Res čudovito. Malo mi mogoče, zdaj, če sem že tako daleč prišel teč, sem se seveda na dirko majčken pa vsem pripravil, ni tako kot če grem v Radence, ker že itak vem, kaj lahko pričakujem. Tukaj sem malo prebiral, bil sem opozorjen na tisti Heartbreak Hill. No, tako, ja. Je res tako heartbreak, srco zlomen? Mi tle Gorenci smo malo na hribe navajeni, ni bilo to spet nekaj raven za srčni napad doživeti. Pravzaprav niti nisem vedel, ker tam se eni 3 klanci drug za drugim skup držijo, ker je zdaj sploh ta prav. Opazil sem pol na tistem čisto zadnjem, da so eni očitno Strava segment rekorde podirali, ker tam dejansko začnejo vsi teči z neprimerno drugačno hitrostjo, kot so tekli do tam. Eni zato očitno, ker se ustrašijo, pa grejo ful počasi ali pa zahodijo. Eni pa res poženejo, kot da je bil cilj na vrh. Ja, to je fino, tudi v cilju je fino, ker je res noro ljudi. Kaj pa znameniti Wellesley College na polovici, kjer dekleta talajo objeme in poljube? Ja, dekleta so bila so za ograjo, tako da bi si mogel malo več časa vzeti za to, da bi se jim bolj posvetil. Jaz sem jim namenil nekaj malo glasnejših krikov, kot so jih one namenjale
meni oziroma pač mimoidočim, tako da sem bil pol tudi deležen zelo izdatne podpore na tistem delu. No. Tako pač en svojevrsten mimohod sem po moje naredil. Tako da, ker nam Glede na odziv, video zapis. mislim, da sem bil bolj izjema kot pravilo, no, v svojem tamkajšnjem obnašanju. No, zdaj, evo, Bi bilo to nekaj zate, lepo povedano. Evo, pa kadar si na boljšem glasu kot recimo danes. Na boljšem glasu je, da res je, ja, glas me zadnje čase malo pušča na cedilu, prehranim ta glas, potem za Boston, ko vendarle uspem iti, ali pa ko spet pridem tja, če kdaj. Nekaj mi moraš zdaj povedati, ja, lepo si tole opisal, prej si omenil notranje organe, brez enega pa si vendarle šel tja. Kak mesec pred tem sem te še sprašal, mislim, da sem govorila v Bostonu, si bil še ves navdušen, 2 dni potem, ko si me javljal iz bolnice, malo manj. Kaj se je pravzaprav zgodilo en mesec pred Bostonom, da je bil tvoj popotniški projekt in tekaški ogrožen? Ja, zgodba je bila zanimiva. Pač nekaj dni sem se že prej, no, 2 tedna prej sem se malo, mislim, en tak nič prijeten dogodek, ki se mi je zgodil v bistvu v službi, in sem šel že takrat na pregled, na vse mogoče zadeve sem jih pregledal, ampak sfokusiral sem se bolj na zgornji del trebuha. V bistvu bolj smo vsi mislili, da bi lahko bilo kaj s srcem celo narobe, ampak se je izkazalo, da sem v bistvu, ko se že reče, zdrav kot dren, in sem me poslal domov z 0 pazov proti želodčni kislini. No, po 14 dneh se je pa zadeva ponovila, mečka nižji, pa malo v drugačni obliki, ampak sem si mislil, ne grem spet tja drena delati, se imajo dosti resnih bolnikov, pa sem dva dneva prav že kar resno trpel, pa čakal, kaj bo, dokler se mi ni naposled žena navličala in rekla, zdaj pa greva midva vseeno v dežurno, pa Boston gor ali pa dol, pa Rim gor ali pa dol, ki je bil še prej na vrsti. Če lahko se zgodi, da na nobenega več navšel, če ne greva zdaj tole preveriti. Tle sem mi mogel dati prav in sem mi danes zelo hvaležen za to, ker sem se potem kar po hitrem postopku spet seveda znajdel na Jesenicah. Tam so mi potem še najprej nekaj obljubljali, da morda bom celo operiran še isti dan. Šlo je za vnetje slepiča, no, to niti nisem povedal. Ampak čim so mene nastanili na oddelku, so mi tudi že prišli iskat za operacijsko. Tako da si mislim po tem, ko so dogodki odvili, da je bila stvar že zelo, zelo resna. Na srečo še pred razlitjem, ampak kljub temu pa toliko hudo, da sem mu pač celo trebušno votlino že polno gnojne tekočine. Zbudil sem se po operaciji z cevko, z drenažno vrečko, Pač bolečine po taki operaciji, tudi če gre za laparoskopijo s 3 lukencami, so, sploh ta prve dni, ko tam vstaješ, komaj iz posle, se težko privlečeš do stranišča, ampak je že dobro, če moraš na stranišče, ker to so pozitivni znaki. Ja, takrat sem res Boston pa še kaj drugega dal, že mislim, sem praktično odmislil. Ampak ko so me pa po 2 ali 3 dneh odpustili, sem pa že malo drugače razmišljal, sploh, ker sem šel lahko zelo dosti brez problema, sem odracal sam iz bolnišnice tam do parkirišča, ker sem mu prevoz naročen. In pol, ker sem šel v petek, operacija je bila v ponedeljek, zdravnici, se malo pokazati, sem jo prav previdno vprašal, če se lahko kaj počasi začnem gibati pa to, pa je rekla, se moraš malo po stanovanju, pa že pa na stranišče pa to, Ok, jaz nisem v tega mislil, ampak nisem povedal, sem pač razumel po svoje. Ja, in pa smo se takrat malo pogovarjali že, da bi se pa lahko morda kaj slišala pol po Bostonu.
Smo mislili, da to bo takrat neka vrnitev, nova vrnitev, bila pa pol že res. Na istrskem maratonu pravzaprav manj kot 3 tedne po operaciji zadovoljivim tekom, brez bolečin, ampak jaz sem rekel, jaz grem probat, če že misel biti kaj narobe, je siguren bož, da se mi to zgodi v Kopru, kot pa v Bostonu. No, pa se na srečo ni ne tam, ne čez lužo, s tem, da morda to ni nekaj, kar priporočam, da počnite doma. Pa vidite, več kot enkrat pa na srečo ne morete niti probati. Menda slepiš nikoli več ne zraste nazaj, hvala Bogu, ja. Čeprav, ja, to, kar je zdaj Uroš povedal, je zelo zanimiva zgodba, ja, spoštovane, pazljivo, ja, res se posvetujte zdravnikom, preden se spuščate v kakšne tekaške podvige po taki operaciji, lahko je nevarno, zato se jaz z Urošem pogovarjam šele, bom rekel, en mesec po Bostonu, ker sem vendarle počakal, če ga bom moče pobralo, potem, ko bo prišel nazaj. Ne hecam se, vidim, da je v polni formi, jasno. Očitno je izgledalo približno tako, kot da bi ti maratoni pravzaprav pripomogli, tisti prej in tudi tisti kasneje, k temu, da si se tako hitro vrnil spet nazaj. Skoraj bi lahko rekel, da je bilo tako, no, ker pač moja fizična pripravljenost na nekem nivoju je ves čas prisotna, ne. Tako da mislim, da izposle sem se siguren zaradi tega, ker nisem pooperacijskega muskelfibra toliko izrazitega, kot ga imam morda slehernik, pobral. In jasno, nisem pa seveda pretiraval. Sem hodil veliko, sem tekel, ampak zlagoma, ne. Zato, če se navežem na vprašanje odprej o puščanju nekaj minut dodatnih na progi, če pač ne delaš nobenega treninga za hitrost, ne moreš pričakovati, da boš potem tekmi pa neki ful hiter tekel. Tako da, ampak, kot sem rekel, v končni fazi sem bil zelo hvaležen, sploh zato, da sem se znašel tam, da sem odtekel v končni, mislim, brez, vsaj za enkrat, no, si mislim, brez posledic. Tako da, če je zadeva za en tak antiklimaks doživela, takrat 4 tedne prej, se pol ta simbolično na velikonočni ponedeljek, ko se spominjamo Jezusove poti v Emaus, je bila pa to mogoče moja pot, nisem glih od mrtvih stal, no, je bilo pa recimo nekaj v tej smeri. Rečemo, ja, sodobna paralela, čisto v redu, ja, čisto v redu. Kakšna zgodba, pa si vendarle morda potem sporočil zdravniku, zdravnici, da si to uspel zgolj zaradi tega, da svojo, bom rekel, kartoteko tistih, ki so pač dali svoj slepič za svobodo, pač dopolnil tudi s primerkom, ki je 4 tedne potem odtekel že 2 maratona. V bistvu nisva še govorila, ker zdaj v teh časih, ki je težko dobiti osebnega zdravnika, si ne upam prvoščiti, da si ona odloči, da takega pacienta v bistvu si to zelo nujno ne želi. Lepo povedano. Mogoče bo pa pogledala tale, ali pa poslušala tale podcast, jo pa pozvedla na ta način, tudi v redu. Pa bo, kar bo. Zakaj pa ne? Drugač nisem toliko. Tako breme, no, za naš zdravstveni sistem moramo le gledati kot celoto. Tako je. In v bistvu moji vpiski pri zdravniku so bili v zadnjih letih zelo omejeni na redne službene preglede, pa na takrat, kadar sem mogel kakšno potrdilo za nastop na kakšni tekmi, ne puštem plet. Tako da, če sem zdaj le majčkeno not prinesel, mislim, da še zmeraj pod povprečjem. Saj, tle si prav gotovo. No. Če že pri maratonih nisi, no, če že govorijo o tekmah, kje te vidimo na naslednjem v tujini, kje v naslednjem v Sloveniji, evo? Ja, zdaj prvi bo že tole nedeljo Beograd na vrsti. To je eden z enega od podseznamov
to-do liste ali pa wish liste. Se pravi, rad bi v teku prihodnjih letih v vseh bivših jugoslovanskih republikah v glavnih mestih maraton. Zdaj Skopje nam je že ne 2-krat odpadel, tako da upam, da bo vseeno prišel kmalu na vrsto. Bo. V Zagrebu sem bil že ne vem sploh kolikokrat, Beograd bo zdaj, Sarajevo se tudi zdaj da odteče, ne, ima zdaj maraton zadnje 3 leta, pa mislim, da v Podgorici je pa tudi, ne, nekaj se da. Ja, tako. No, tako da, ja, tako da tudi tukaj le bom zdaj na polovici. Jasno, drug teden potem pridejo Radenci, zdaj na državnem prvenstvu kakšnih hudih apetitov nimam, je pa za tekača moje baže že sama udeležba pač nekaj, a ne, gremo v olimpijskem duhu. Tako da Jani Mulej, lahko si miren, ja, tako. Ja. Tako, ja. No, torej, Janija sem včeraj srečal tamle sredi Radolce, pa se mi zdi, da tako lepo z lagoma poskakuje, sem rekel, danes ima pa on dolg počasni, pa pogledam na strani, pa povprečno, mislim, da 43 na kilometer, kar je pač hitrost, ki jo jaz zdajle dosegam samo, kadar se grem pospeševanje do maksimalne hitrosti. Ja. To je maksimalna hitrost. Če res zapirajo pošto, pa se ti mu deti dati pošiljko, ja. Ja, potem pa mogoče še kakšna malo bolj trail varianta oziroma gorska, se pravi maraton 4 občin. Pa v Dolomitih sem na nekaj prijavljen še iz predkoronskih časov, ko so mi zdaj sporočili, da v bistvu lahko pridem, če dostavim veljavno zdravstveno potrdilo. No, pa tudi to veljavno zdravstveno potrdilo sem uspel od zdravnice dobiti, tako da recimo, da te imaš še zmer v čislih. Da je za izkoristiti. Tako, ja. Evo, super si zdaj povedal, mi se vidimo v Radencih na vsak način, tudi auditorij tule, ki tole posluša in gleda, bo brško neprisoten na 40. obletnici najstarejšega slovenskega maratona, če smo že pri tem. Ampak dajva čist za konec, samo še to povedati. Za konec je, Uroš, če so že pri najstarejših maratonih, kako misliš, da bi te gledali v Sloveniji, recimo, če bi se dan po maratonu sprehajal recimo z medaljo iz Radencev po Radolci ali pa po Ljubljani, medtem, če si se z bostonsko medaljo po maratonu, ki vem, da imaš s sabo, sprehajal tam, so te kar pozdravljali, pa ti čestitali. Ne vem, če bi se v Sloveniji to zgodilo. Dejansko sem še v Frankfurtu na letališču srečeval ljudi z medaljo okrog vratu, a ne. Meni se pa zanimiva štorija zgodila par dni potem, ko smo šli na en družinski pohod po Borilkevi poti v Trst in tam na unem klifu me ena gospa v zrelih letih vstala, ne, pa, you're in Boston! Pa mi začne tam razlagati, da ona je pa iz Bostona in kako super, da sem bil jaz tam, da to je pa res krasno, da me tle sreča, da je njen sin sicer v Ljubljani poročen in zdaj nisem celo življenjsko štorijo mi povedala, a ne, v glavnem, je bilo fino, no, ja, zdaj, če bi mu medaljo iz Radencev ali pa jakno, če se jo da sploh dobiti, se ne vem, najbrž, če se podobnega res ne bi doživel, no, ne vem, škoda po svoje, sej konc koncev to, da se na take stvari udeležiš, nekaj vse nje, no, dobro, jaz zdaj ne paradiram s to medaljo še 6 tednov po maratonu, a ne, ampak je to en del tega celega dogodka, no, potem se tudi vidi veličina cele prireditve in vsa zgodba, ki je tule zadaj. Mogoče pa bodo, čez 100 let bo pa v Radencih isto, kaj veš, sej, a ne? Ja, no,
evo, mogoče bo čez 100 let nekdo komentiral tale video, pa rekel, no, končno smo tudi v Sloveniji dočekali, evo, tisto, da se naslednji dan opažen z medaljo z maratona. V Radencih Uroš, Jože Kralj, tole je bilo super, vidva se v Radencih na vsak način, srečno, v Beograd pa dober tek. Ajde. Čau. Čau. Hvala vsem trem gostom, evo, super pogovori. Za konec, ja, ne bom težil s knjigo tedna, Boštjan je predstavil že 3, lahko jih dobite, ja, zapišite v komentar, pofotkajte se z revijo, revijotekač.si in knjige so lahko vaše. Vam pa za konec dajem še predlog za film tedna. Ja, če smo že pri Bostonu zaključili pogovor, da vam predstavim dokumentarec o Bostonu, ja, leta 2017 izdani dokumentarec Boston, American Running Story, ki ga pripoveduje Matt Damon, je odličen dokumentarec, ki vam bo naježil kožo in vas navdušil, da se morda tudi sami začnete potegovati za mesto tam čez lužo. Tako, hvala za pozornost, hvala, ker delite, komentirate, šerate in donirate. Se vidimo kmalu, uživajte. Jauza! There's nothing that compares to standing at the starting line of the Boston Marathon. You look down Boylston Street filled with people, flags from all nations. There's a relationship between the participants and the spectators like no other marathon in the world. If I win this race, it will be a big honor. Johnny ran the Boston Marathon 61 times, finished 58 times. Imagine 58 years. It's a labor of love. I'm going to keep going as long as I can possibly keep going. Kyriakides was running to save his country. As he crossed the finish line, he looked at his watch and he said, "For Greece." It's not just an athletic competition anymore. You know, our race has helped save lives. There was no money, but once I won Boston, that changed my life. I heard a screech of a bus stopping, and I turned, and it's his face, the angriest face I ever saw. I went, ah! Endurance means when it gets tough, you don't give up. You fall down 7 times, you get up 8 times. When a random person in the crowd screams your name and that they believe in you, that can give you the power to do anything. The first time since 1983, we are going to see an American man win the Boston Marathon. Oh! Unbelievable! On the 3rd Monday in April, the world will return to this great American city to run harder than ever and to cheer even louder for the 118th Boston Marathon.